Nadobudni radovedneži dobro vedo, kaj pomeni skrb za okolje in kako se obnašamo na sprehodu v naravi, pa tudi kako hude posledice ima zanjo lahko požar. Njihovo zanimanje vselej pritegne skok v preteklost in zgodba o nastanku Krasa. Govorimo o Zemlji, torej gremo nazaj za preko 4 milijarde let, kateri so bili prvi organizmi in od prvih organizmov pridemo pa na tiste večje, naj bodo to rastline, naj bodo to celo dinozavri. Ja, po kraških tleh so v svoj čas hodili tudi dinozavri. To dokazujejo odkriti fosili, ki so izredno dragoceni, saj ohranitev organskih ostankov omogočajo le redka okolja. Qui in Carso abbiamo dinosauri sia al villaggio del pescatore, sia resti di dinosauri a Cosina e sia resti di dinosauri a Valle in Istria. Vse do marca je v didaktičnem centru na ogled tudi največje jajce, ki so ga doslej odkrili strokovnjaki. Njegov volumen presega 8 litrov, od kokošjega je večje kar 160-krat. Presenetljivo pa je, da ne pripada dinozavru, pač pa izumrli vrsti noja. 30-metrski dinozavri so valili bistveno manjša jajca. Uno scienziato ha stabilito che le uova di dinosauro necessitavano di circa 60-80 giorni per schiudersi e quindi il nido in questo periodo era estremamente vulnerabile alle azioni dei predatori. Per cui più piccole erano le uova, più piccolo era il nido, più facile era nasconderlo e meno soggetto alla predazione poteva essere. Največ pozornosti v didaktičnem centru namenjajo veliki biotski raznolikosti Krasa. S prehodom od hladne vrtače do toplejšega obmorskega kraškega roba se spreminja tudi rastlinski in živalski svet. S svojim načinom življenja pa na Kras že stoletja vpliva tudi človek. Tisto naše okolje, ki ga zelo radi izpostavimo, je prav kraška gmajna, ker na njej dobimo izredno zanimive vrste rastlin, nekatere tudi endemične rastline. Živalstvo, ki je vezano na tako okolje, vezano na okolje recimo suhega travnika, ki pač žal izginja, prav zaradi tega, ker so ljudje opustili pašnjo. Na tržaškem Krasu tako že 30 let pogrešajo skalno jerebico ali kotorno, ki je bila včasih med pogostejšimi prebivalci gmajne. Katere živali še živijo na Krasu in kako se oglašajo, otroci spoznajo preko igre. Si zapomnila mogoče, katere živali živijo na Krasu? Lisica, žolna, medved, srna. Meni najbolj mi je bilo všeč tisto drevo, ki gor so bila kot ena majhna vrata in notri so bile majhne živalice. Znanje, ki smo ga pridobili v centru, bomo najbolje utrdili s prehodom v naravi. Odlična izbira je Reslova učna pot. Od Bazovice do Lipice se vije mimo številnih kraških pojavov. Približno 4 km dolga pot je opremljena z informacijskimi tablami. Na eni med njimi na primer spoznamo, kaj so rudisti, školjke, ki so pred 60 milijoni let gradile naš današnji apnenec. Spozna, katere rastline lahko vidi tukaj v tem gozdu in ne samo gozdu, kot se nekaj imamo vrtače, imamo recimo travnike, pa delčke, nažalost že zapuščene gmajne, ampak delčki še obstajajo. V bližini didaktičnega centra, v katerega je vstop brezplačen, so urejene še številne druge sprehajalne poti, ki ponujajo odličen oddih in spoznavanje našega naravnega okolja.